Nocoj še zadnjič bom prišel, nocoj ti bom povedal, da za me nisi ti dekle, jaz nisem vreden te. Vem, da srci jokalo bo in svet se ti pozrušil, a čas zacili rane vse, spet sreča vrne se. Oče bom, ker ljubim te, ker srečo ti želim, saj z mano prihodnosti graditi vredno ni. Oče bom, ker vem, da si pošteno ti dekle, življenje pa z mano bi prineslo le solze. Vsakokrat bo misel ta, mi cvet na dnu srca. Oče bom, ker ljubim te, ker srečo ti želim, saj z mano prihodnosti graditi vredno ni. Oče bom, ker vem, da si pošteno ti dekle, življenje pa z mano bi prineslo le solze. Življenje pa z mano bi prineslo le solze. Dobro jutro, lepo zdrav, drage dame, dragi gospodje. Takole prebudili smo se v krasno, čudovito, sončno jutro. No, menda nekje tudi v meglo, a ne? Naša današnja gostja mi je že sporočila, da je pa del poti takole preživela v megli, tako da ja, upamo, da se ta megla hitro dvigne in da bo danes en res krasen, čudovit, sončen, z D-vitaminom napolnjen dan. No, zdaj že malce iztočnica, o kom govorim oziroma kdo bo današnja glavna gostja. Seveda tudi povabilo vsem vam, drage gledalke in gledalci, da se nam pridružite, seveda tudi kakšno vprašanje z vaše strani, drugače pa z nami danes seveda Herta Kosmina v nadaljevanju. Zdaj lepa, kaj naj rečem, zavrteli si bomo še eno glasbo. Morda bo valček, morda polka, pustimo se presenetiti, lepo pa je, fajn pa je, da boste z nami vse tja do 12. ure, ko bo seveda danes današnja oddaja takole prepletena z glasbo, tudi takšno z naftalina, torej tisto pravo narodno zabavno, kot tudi z zdravim načinom življenja. Zdaj je seveda res pravi čas, da naredimo nekaj dobrega zase, pa ne samo zdajle, vedno je pravi čas in mi smo tisti, ki moramo najprej poskrbeti zase, potem vse ostalo tudi pride. Takole zdaj še malce glasbe, potem pa z nami Herta Kosmina in ja, kar dosti stvari imava danes zapovedati. Popolno sem nekoč iskal noči, po mesec hlad sijal ti je v očeh. In prvi žarek slad me zbujal je, ob tebi sem želel še dlje.
A ti bila si kakor skrit zaklad, kot prvi sneg, ki čaka na pomlad. Da se stopi in prebudi, življenje novo preklivat. Povem ti, spet imam te rad. Popolna zame si, edina ti, in svet od tebi se mi lepši zdi. Popolna zame si, kot biseri, in vse na svetu zdaj pomeniš mi. Popolna zame si, kot biseri, in vse na svetu zdaj pomeniš mi. In kadar solza ti preklic drsi, ko si v oblaki tvoj nov dan stemni, na ustne vroče dam ti nov poljub, za zimo pride pač pomlad. Povem ti, spet imam te rad. Popolna zame si, edina ti, in svet od tebi se mi lepši zdi. Popolna zame si, kot biseri, in vse na svetu zdaj pomeniš mi. Popolna zame si, kot biseri, in vse na svetu zdaj pomeniš mi. Zame si, edina ti, in svet ob tebi se mi lepši zdi. Popolna zame si, kot biseri, in vse na svetu zdaj pomeniš mi. In vse na svetu zdaj pomeniš mi. Takole krasna, čudovita polka podolenska, je bila zdajle ta prava. Ja, Herta je danes z nami. Herta, zdaj sem čisto že malo, ker smo tako padle v tale pogovor, da sploh ne vem, kaj narečem. Dobro jutro pa seveda najprej. Ja, dobro jutro. Zame že malo dober dan. No. To je bila danes kaj, zgodnja ura, rana ura, zlata ura? Ja, precej, ne? Mislim, 2 uri pa pol nekako do vas. Ne? No, sama, ne? Ja, nekaj je kar novlo. In sem zelo vesela, Herta. Gled, takole ti bom dala en tak res pozitiven pozdrav, sem vesela. 2 uri pa pol, to pa res sem vesela, no? Da si vzamete čas, pa pridete sem k nam na Štajersko in da lahko danes predstaviva zopet vaše čudovite prehranske izdelke. Ne nazadnje ste, bom rekla, Formula 1 v Sloveniji in tudi priznani po svetu za prehranska dopolnila, ne? Ja, res je. V bistvu smo najhitreje rastoče podjetje Kraško-Notranjske regije. Tako da v bistvu se lahko pohvalimo, pa peto najhitreje rastoče podjetje v Sloveniji. Ne? Očitno smo pač dobili, ne vem, kaj bi rekla, eno pravo idejo in prave ljudi, da to soustvarjamo. No? To zgodbo, ne? Krasno, ki zdaj traja že več kot 10 let. Res je, 11. leto. 11. leto. To je zdaj meni en taka biblija tlele, ne? Herta, tale vaš katalog, jesen, zima. Ja, ta je malo star, je že pomlad, poletje že v našem skladišču, tako da ja, nekaj prihaja pač nov, z vsemi novimi tudi proizvodi, mogoče, ki so že v tem času ugledali luč sveta, če tako rečemo, tako da ja, vedno menjujemo tudi te novičke. Ker to je, a ne, tukaj notri je ogromno teh zadev, torej kaj proizvajate, kaj ponujete, kaj dobrega, a ne, za nas. Rekli sva torej, ja, vodilni v prehranskih dopolnilih. Prehranska dopolnila, ne, ljudje tako vprašajo, kako jih uporabljati. Je to zdaj na mestu zdravil, kako je zdaj s tem, ali kako dodajati, še vedno ljudje ne vedo, kako jih uporabljati, ta prehranska dopolnila. Zdaj najlažje bi rekli v bistvu, da so prehranska dopolnila skoncentrirana hrana. Ja. Zdaj zaradi tega, ker pač hrana ni taka, kot bi morala biti. Ne vsebuje dovolj vitaminov, ne vsebuje dovolj mineralov. Včasih tudi, če se trudimo, da doma pridelamo, da je čim bolj bio, čim bolj ne vem kaj, še vedno nekatere stvari lahko manjkajo, ali pa recimo v toku zime sigurno nam veliko stvari primanjkuje.
Po drugi strani, bom rekla, imamo pač življenje, ki ni tako, kot je bilo, ne, ker je preveč stresa, preveč naglice, preveč, bom rekla, vsega, kar nekako nas teži v tem svetu, ne. In zato je dobro, ker v bistvu mi tudi potem potrošimo več vsega tega, potrošimo več vitaminov, več mineralov, glede na to, da pač imamo ene določene pritiske, pač pomeni, da je dobro, da si mi nekaj skoncentriranega dodamo. Zdaj, nekaj lahko si dodamo preventivno. Če pa nažalost že jemljemo določena zdravila, potem pač pomeni, da ne, da si ne dodamo, ampak pomeni, da si mogoče moramo dodati še več, ker nismo v tisti fazi preventive, ampak pomeni, da smo že v fazi kurative in takrat potrebujemo veliko več, ne. Zdaj, določena zdravila pač lahko rečemo, da pač ne smemo določenih prehranskih dodatkov, to vedno mi tudi poudarjamo, recimo tukaj so ena določena zdravila, ki so za redčenje krvi, recimo, ne, pa potem tam vemo, ne smete ginko bilobe, ne smete določenih stvari, ali pa recimo, če imate določena zdravila za psihična obolenja, pač ne smete šantijanževke in teh stvari, ampak drugače pa so v glavnem skoraj vsa naša prehranska dopolnila narejena nekako tako, da je pametno, da si jih jemlje tudi takrat, ko že imamo zdravila, ampak 1 uro razmaka, ne. Zdaj recimo, ne vem, če vzamete zdravila takoj po zajtrku, počakate 1 uro in vzamete prehranska dopolnila. Jaz si mislim in tudi vidim, bom rekla, ko se pogovarjam z ljudmi in tako naprej, da konec koncev so tudi zdravniki veseli, da mi nekaj sami naredimo za svoje zdravje. To je tako najprej, ne? Jaz velikokrat rečem, če sami ne bomo poskrbeli za svoje zdravje, kdo bo poskrbel, ne? Mogoče so minila tista leta, ko smo rekli, zdaj grem pa zdravniku in bojo oni naredili vse za mene in to je to, ne? Nihče ne bo naredil nič za nas, če ne bomo prvo sami naredili. Krasno, krasno. In mi smo res tisti, te glavni nosilci našega zdravja. Ne nazadnje, ker sem vas vprašala, ker ljudje so me potem vprašali, ker ste bili pri meni, kako zdaj jemati prehranska dopolnila, ali jih lahko, kdaj, ali lahko dam, ne vem, 16-letnemu otroku, kdaj, za koga, ne? Ne nazadnje sva pa tukaj zato, ker to so dopolnila, ne? To je res dopolnilo hrani. Tako kot sem rekla, mogoče, če probam še malo bolj tako neenostavno, čisto neenostaven način povedati našim strankam, ker še enkrat mi kdo reče, ja, prehranska dopolnila pa ne pomagajo, pa tako ne, pa te stvari, ne. Ampak zdaj si moramo samo zamisliti, če mi rečemo, da to ne pomaga, potem bi bilo vseeno isto, ali bi mi jedli recimo vsaki dan hamburger, pa pili eno neka osvežilno pijačo, da go lahko, če ste jo vi navedla v redu, ne, in bi rekli, in bomo ravno tako zdravi. Vemo vsi, da to ni res, ne. Seveda. Pomeni, da kaj vnesemo kot hrano, kot vitamine, kot minerale, kot te snovi, je pomembno za naš organizem in to tudi, bom rekla, jaz lahko rečem, da naša prehranska dopolnila to čisto potrjujejo, ker v bistvu res vsa so visoko kvalitetna, z visokimi procenti koncentracij vseh zelišč, z visokimi vrednosti vitaminov, vse je certificirano, vse je brez težkih kovin, brez pesticidov, brez, bom rekla, biološko oporečenih snovi, tako da, bom rekla, lahko rečemo, da prehranska dopolnila, ki jih dobivamo pri nas, so res tista izjemno visoke kvalitete in če jih redno ljudje jemljajo, tudi naredijo določene spremembe v njihovem počutju. Krasno. Sej tule prebiram ogromno certifikatov, ki so bili pridobljeni, torej najvišje možne certifikate, kar se, bom rekla, tiče prehranskih dopolnil imamo, ne, tako da zato se tudi lahko pohvalimo. Krasno, krasno. Čisto sveža novička je ta, da ste skoraj da direktno iz sejma, ne, Herta? Ja, jaz ravno ne. Ne osebno vi, ampak bio, ne? Smo pa bili res na sejmu v Ženevi, ne, v bistvu to je tisti največji svetovni sejem, kar se tiče prehranskih dopolnil, vseh proizvajalcev prehranskih dopolnil. In moramo reči, da so, kar je na sliki, tudi, bom rekla, res, kot vidite, cela ekipa naših ljudi, tako da moramo reči, da je bila tisti teden nekako firma prazna teh naših tehnologov, vseh, bom rekla,
vodja razvoja v firmi, vse skupaj, vsi so v bistvu šli res na ta semenj. Šli so pa zato, ker je tudi tako velika investicija, da enostavno se človek nekako ne more nekako privoščiti, da bi tako investicijo speljal z majhno ekipo. Tako da, ko so prišli nazaj, v bistvu so pravzaprav komaj rekli tako, da so na podlagi tega, ker so na tem sejmu videli in kako praktično veliki smo, so jim nekako zrasle peruti. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu na začetku, ko smo mi začeli to delovati, so tudi ene določene firme, ki so nam bile vzor ali pa rekla primer dobre in hitre rasti tudi na slovenskem tržišču, je rekel potem dr. Hmajner, ko smo prišli nazaj, je rekel, da veste, Herta, sem videl, da smo te firme, po katerih smo se zgledovali, praktično prerasli. Tako da res je, da Prvič letos? V Ženevi smo prvič bili, letos smo bili na drugih sejmih, v Ženevi pa letos prvič kot, bomo rekla, razstavljavci. Tako da ja, in res je bilo uspešno in pravijo tako, da če izkoristimo samo ne 50, tudi manj kot 50% vseh tistih povpraševanj, ki so jih, bom rekla, tam nekako izpostavili ti obiskovalci, smo že naredili povečali 3-krat svoje podjetje ponovno. Povejte, kaj je pa letos in glede teh prehranskih dopolnil? Kaj je tisto? Kaj najbolj štrli takole? Po čem ljudje najbolj tako? So to D-vitamini, so to kolagen, je to kaj seveda za vsa vnetja, ki jih imamo noter? Kaj je tisto, kar ljudi zdaj najbolj... Jaz moram reči, da imamo občutek tudi recimo po COVID-u, da je COVID pustil v našem telesu, COVID pa tudi cepljenja, če tako rečemo, ker v bistvu to vse skupaj se je nekako razvijalo skupaj, izjemno veliko vnetij v našem telesu. Kaj to pomeni? Pa zdaj, če pogledamo to, ne glede, pogledamo prebavni trakt, pogledamo, bom rekla, tudi mehur, recimo, pri ženskah. Vse te stvari nekako res ena prikrita vnetja v našem telesu, ki nam jemljajo energijo, ki v bistvu enostavno ne moremo priti na tisto zeleno vejo. Tako da veliko krat prihajamo do tega, da pač mi izpostavljamo predvsem stvari, ki delujejo protivnetno. Zdaj, to je čiščenje telesa, drugače pa izjemen artikel kurkumin. Kurkumin? Kurkumin je to... Torej, kurkuma je noter, če razumem. Noter je kurkumin, ki je najmočnejši izvleček kurkume. In sicer je noter kar 80% izvleček kurkume, kar pomeni, da res deluje izjemno močno. In zraven je recimo tukaj še bosvelja. Kaj pa je bosvelja? Bosvelja je eno posebno, bomo rekla, zelišče, ki ravno tako deluje direktno s to bosvelično kislino, protivnetno, predvsem na naše sklepe, na vse to v našem telesu. Tudi recimo tudi na koži imamo mi lahko veliko vnetij, Dobro jutro, poglejte me, Herta, poglejte me, kar en kup nekega pudra, čeprav skrbim za kožo, pa se trudim, ampak kot ste rekla, prihajajo stvari od znotraj. Ponavadi je vedno koža, samo odsev tistega, kar mi imamo v naši notranjosti. Sej, jaz vas pogledam, res, mislim, če primerjam sebe, jaz sem tako utrujeno kožo. Ja, koža je tista nekako, kot smo rekla, odraz tistega, kar imamo noter. Ravno tako, mislim, jaz se vedno v tem smeru spomnim tudi ene zdravnice, ki je rekla, veste, vedno morate pogledati to, kar imate na obrazu, na koži, na zunanji koži, to imate tudi v vašem ožilju, v vašem prebavnem traktu, v vaših sklepih in tako naprej. In če mi nekako res zaustavljamo ta vnetja v telesu, potem zaustavljamo tudi naše staranje, konc koncev. Drugače pa bosvelja, če še povem, kaj je. To je zelišče, ki so je sveti trije kralji prinesli ob Jezusovem rojstvu. Grem kar pogledat, ja. Odkot pa sicer kje raste? Ja, raste v bistvu vedno, bom rekla, tam na Bližnjem vzhodu, tako kot smo rekli. In v bistvu uporablja se tudi pri kadilu.
pri Sveti Maši. To diši? V bistvu tudi takrat nekako deluje lahko dobro nekako v tej smeri. Drugače je noter pa še piperin, to je pa izvleček popra, ki pa aktivira nekako to sestavo tudi kurkumina, da lahko lažje prihaja v našo kri. Ne smemo pa pozabiti, da govorimo o mikroenkapsuliranemu artiklu. To pomeni kaj? To pomeni, da so te sestavine nekako oblekli v eno tako naravno snov, ki potuje mimo našega želodca, te mikrokapsule potujejo mimo našega želodca, se odprejo šele na bazi prebavnega encima iz trebušne slinavke in se takrat res starčno spustijo, da imamo na tak način največji prehod kurkumina v kri. Ker problem kurkume, če jo mi recimo lahko tudi damo v... Rižoto delam s kurkumo, kaj pa pa veliko stvari. Problem je v tem, da ne prehaja v naše črevesje, v našo kri ne prehaja. Ne more preide, zaradi tega je to mikroenkapsulirana in na tak način smo res pridobili tisto močno absorpcijo. In močno delovanje je protivnetno. Jaz moram reči, da jaz, včasih se tudi recimo vokomno upravljam te teste, te vitaminsko-mineralne teste in moram reči, da bi lahko vsakmu dala kurkumin. Toliko je vneti sedaj v naši populaciji. Preden se zavrtiva spod, samo še tale podatek, ki ste rekla, mimo želodca. Vsak dosti ljudi se ustraši, tudi ko tablete jemljemo, pa ono, pa tretje, kako bo to vplivalo na želodec, pa potem tudi seveda na jetra, ker jetra so seveda glavni organ, ki čistijo vse skupaj. Ampak nisem jaz... Kurkuma v bistvu čisti jetra. Čisti jetra, okej. Čisti jetra. Pri želodcu je pa res, da ima izjemno veliko ljudi gastritise, ampak to je spet vnetje. To je vnetje. In tudi kurkuma je izjemno dobrodošla za naš želodec, za naš prebavni trakt in tako naprej. V nadaljevanju to bo tema gastritis, ker sem vas ravno zjutraj prosila, da mi poveste, ker me napada gastritis, gerb in tako dalje in potem vpliva to tudi na moje glasilke, na moj glas in z povečano kislino, da nas peče tlele gor, ima kar ogromno ljudi težav. Bova potem po spotu. Malce glasbe. Nocoj bom spet zapel pod oknom tvojim, kakor nekoč pozno bo v noč pesem zvenela. Nocoj obljubil bom zvestobo večno, tebi, dekle, ki čakaš me zvesto doma. Priznam, predolgo sem po svetu hodil, viže igral, sebe razdal, na te pozabil. Na koncu sem spoznal, le ti si prava. Tebi bom pel, zate živel dneve noči. Le zaboj, fantič moj, naj odmeva tja prikvasi. Zaigraj kot nekdaj in obudi spet stare dni. Ko pa dan bo prišel, novo pesem mi zaigraj. In če kdaj boš odšel, vrni se spet nazaj. Novo pesem mi zaigraj. In če kdaj boš odšel, vrni se spet nazaj. Če kdo te vprašal bo, zakaj tako je, reci mu le, da ljubiš me zaradi pesmi.
zvoček glasbe, da vižata gre do srca dobrim ljudem. Le za tvoj, fantič moj, naj odmeva tja prikvasi. Zaigraj kot nekdaj in obudi spet stare dni. Ko pa dan bo prišel, novo pesem mi zaigraj. In če kdaj boš odšel, vrni se spet nazaj. Prišel, novo pesem mi zaigraj. In če kdaj boš odšel, vrni se spet nazaj. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Gore 36. Pridemo tudi na dom. Jager. Klik, klik. Trgovine Jager! Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o močnem srcu in mladem ožilju, o popuščanju srčne mišice in o energiji našega telesa. V moji družbi je gospa Herta Kosmina, strokovna sodelavka slovenskega podjetja Biostil. Gospa Herta, dobrodošli ponovno pri nas. Ja, lep pozdrav. Gospa Herta, kaj pravzaprav je koencim Q10? Koencim Q10 je naš lastni encim. Naše telo ga proizvaja samo do približno 30. leta starosti. Nato pa ta encim v telesu začne upadati. Če ga nimamo dovolj, se počutimo utrujeni, ker se hrana ne more pretvarjati v energijo. Največ koencima Q10 potrebuje naše srce, ker deluje konstantno. Po ugotovitvah strokovnjakov naj bi bila kar v 80% diagnoza popuščanje srčne mišice samo posledica pomanjkanja koencima Q10 v telesu. In danes bomo predstavili edinstven proizvod, ki je svetovna inovacija s patentom. Res je. S ponosom lahko predstavimo mikroenkapsulirani Q10 selenom, ki smo ga ustvarili v našem slovenskem podjetju Biostile kot prvi na svetu. In kaj pomeni, da je izdelek mikroenkapsuliran? To pomeni, da smo Q10 raztopili v olivnem olju in ga obdali z naravnimi snovmi. Pod posebnimi pogoji so se te snovi posušile. Tako smo dobili mikrokapsule, ki se nato spakirajo v normalne rastlinske kapsule. Sama rastlinska kapsula se razkroji v želodcu, medtem ko mikrokapsule potujejo naprej v črevesje in se odprejo šele pod vplivom prebavnega encima pankreasa. To delovanje omogoča boljšo absorpcijo in kar 90% tarčno dostavo koencima Q10 in selena v naše telo. Prav tako pa tudi vitaminov A, C in E, ki smo jih tudi dodali v izdelek. Uporabo koencima Q10 bi torej svetovali vsem po 35. letu starosti, najverjetneje pa še posebej tistim, ki imajo težave s srcem in ožiljem. Ja, mikroenkapsulirani Q10 bi svetovala vsem, ki imate kakršnekoli težave s srčno-žilnimi obolenji, torej aritmijo srca, povišan krvni tlak, povišan holesterol, pešanje srčne mišice, sladkorno obolenje. Uporabo Q10 priporočam tudi vsem, ki imate težave s ščitnico, saj Q10 in selen izjemno dobro delujeta na žleze z notranjim izločanjem. Mikroenkapsulirani koencim Q10 si danes lahko priskrbite na brezplačni številki izpisani na zaslonu. Če naročite 2 izdelka za kar 2 meseca uporabe, prejmete kar 20% popust in brezplačno poštnino.
Koencim Q10 je obvezna oprema po 30. letu starosti za vsakogar, ki želi upočasniti staranje ter ohraniti dobro zdravje srca in ožilja. Izkoristite današnjo posebno priložnost in si priskrbite komplet 2 izdelkov s kar 20% popusta in brezplačno poštnino. Za močno srce, več energije in boljše počutje so tu naravni biostil izdelki brez stranskih učinkov in kontraindikacij. Gospa Herta, zakaj ste v izdelek Koencim Q10 dodali tudi selen? Selen je izjemno pomemben mineral pri delovanju vseh žlez z notranjim izločanjem. Veliko naših strank, ki imajo težave s ščitnico, poroča o dobrem počutju po jemanju Q10 selenom. Selen namreč s tem, ko pozitivno vpliva na žleze z notranjim izločanjem, vpliva tudi na hormone in preprečuje napačno delitev celic. Poleg selena pa ste izdelku dodali tudi vitamine A, C in E. Res je, ti vitamini so mogočni antioksidanti za naše ožilje in resnično odnesejo vse odpadne snovi iz našega telesa, da lahko Q10 deluje direktno na energijo. Ta neverjeten proizvod, svetovno inovacijo s patentom, pa je že preizkusila gospa Suzana. Za Koencim Q10 sem slišala, da mu pravijo kar eliksir mladosti. In verjemite mi, da je tako. Ko sem sama začela uporabljati biostilov Koencim Q10, nisem mogla verjeti, kako hitro so mi zbledele starostne pege. Zelo pa se mi je izboljšalo tudi stanje moje kože, las in nohtov. Koencim je naložba v prihodnost za moje srce in ožilje. Hvala gospe Suzani in hvala tudi vam, gospa Herta, za vse koristne informacije in pomembno znanje, ki smo ga danes pridobili. Hvala vam in lep pozdrav. Mikroenkapsulirani Koencim Q10 si danes lahko priskrbite na brezplačni številki izpisani na zaslonu. Če naročite 2 izdelka za kar 2 meseca uporabe, pa prejmete kar 20% popust in brezplačno poštnino. Pomagajte si z encimom mladosti. Po 3 letih se v Oplotnico vrača Dalmatinski večer. V Dalmacijo vas bodo popeljali moški pevski zbor Oplotnica in prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. 21. maj, grajsko dvorišče v Oplotnici, predprodaja cenejših vstopnic na Eventim, bar pri Kosu Oplotnica, Easy Cafe Slovenska Bistrica in Plac Cafe Slovenske Konjice. Vabljeni v Dalmacijo za en večer. A se tudi vi kdaj sprašujete o smislu življenja? Morda ga najdete na pomladnih sejmih med 20. in 22. majem na Celjskem sejmišču. Čaka vas čisto novi sejem Green Vita, omamni festival kave in gurmanski raj festival Kulinar. Se vidimo! Liver Protect sem opazila na televiziji in ker sem imela zdravstvene težave z zaprtjem, z holesterolom, sem za nasvet vprašala prijateljico Ljubico. Ta model mi je priporočala, ga je pohvalila, sama sem ga naročila, preizkusila. Tudi sama ga moram pohvaliti, res deluje. Izgubila sem nekaj odvečnih kilogramov, tudi prebava se je izboljšala, napihenosti ni več in res ga priporočam, probajte, no. Herta, vidva vmes toliko čvekava, da obdelali smo zdaj že vrt, pa ne vem kaj še vse, pa vse druge zadeve. No pa mimo grede, ker danes je nedelja, danes počivamo, Herta. Sicer, ne vem, ti si upeta v vse, oziroma ste upeti v vse te stvari notra, ne? Kaj pa drugačne? Vem, da ste odlična gospodinja, ker vas tudi malo spremljam. Rože smo zdaj pregledali, vrtove. Ja, hvala, ne? Ja, počivamo, če znamo počivati, ne? Ja, a ne znamo, ne? Včasih ne znamo, ne? Ja, ne, nedelje so pač tako, ne? Bolj tisto, kar je doma, ga ste rekla, ne? Pa cvetje, pa vnuki, pa kosilo, pa take stvari, no? So take stvari, tudi pride na vrsta, ne? Smo vedno na tekočem, tudi za tistim, kar se dogaja. Kaj se dogaja? Na mailu, povsodno, v glavnem, ja. Krasno. Prejle sva se dotaknili torej gastritisa. Jaz za sebe lahko povem, da imam težave s tem, ne. Že od nekdaj, bila sem tudi na pregledu, ugotovil mi je zdravnik Gerb in to kar fejst, ne. In ta kislina mi nagaja.
Zdaj, itak je vse v prehrani, ne? To pomeni, kaj se ne bi smela jesti, pa verjetno so kakšne zadeve tlele pri vas, Herta, ki verjetno je tako, ne? Nekaj je tudi povezava, bom rekla, ta naše psihično stanje, naši stresi, ne? Zdaj, vprašanje, kam določene stvari udarijo, rečem jaz, ne. Zdaj, če smo pač, če je naš želodec bolj tisti občutljiv, potem bo stres recimo udaril na naš želodec, ne. Ker pa me v bistvu tle boli in vse tako tle noter. v bistvu v žlički vas boli, če je želodec, ne, potem imate tisti občutek spahovanja, kisline, Kislina zjutraj obvezna. hrana obleži na želodcu, ne, težje se presnavlja in tako naprej, ne. Potem recimo lahko, če pojeste to zvečer, začne razbivati srce, čutite srce nekako tukaj že v grlu, lahko pa se uležete in pa peče. Ja, samo da vas zmotim, to pa je moja napaka, da jaz čez dan tako zelo minimalno jem, zvečer bi pa pojedla slona, če bi tako lahko rekla. In res, po mojem jem vse te neprimerne stvari, pa tudi paradižnik, ker vem, da ga ne smem jesti, ker ima to kisline, ne, pa neko groze, pa tako, ampak jaz... Vprašanje, če je ta kislina, ne, recimo veliko bolj vam ustvarjajo lahko kislino mlečni izdelki, ne, pa smo tudi tam. Sladkarije, ne, čokolade, sladkarije, bom rekla, to bolj lahko ustvari samo kislino v želodcu, ne, ampak vedno imate nekako, bom rekla, to potem en znak, da pač slabše presnavljate hrano. Ne? Ali pa bom rekla, če je to en taki bolj kombiniran obrok, še vedno nekaj pomeni, da pač nismo prav predelali hrane, da imamo manjko prebavnih encimov. Je tudi res, bom rekla, da pač, kot sem rekla, stres malo vpliva, nas zakrči, ne proizvajamo teh prebavnih encimov in potem hrana, namesto da bi se predelala, da bi šla naprej iz našega želodca, nekako obleži v želodcu, pričenja mogoče tudi z gnitjem, ne, se spahuje, ne, in tako to v bistvu v takem primeru je rešitev protein digest, ne. To so v bistvu prebavni encimi, ki pomagajo predelati hrano, nekako, lahko bi rekli tako, prišparijo ali prihranijo delo našega želodca, naše trebušne slinavke, pa delno tudi naših jeter, ne, in ko mi zaužijemo prebavne encime, pomeni, da bomo lažje predelali hrano, ne bojo se ustvarjali plini, ne bo hrana obležala, ne bo se spahovalo in tako naprej. Ko govoriva seveda o plinih, nujno potrebni, seveda, tako smo ljudje narejeni, ampak res neverjetno, kako se, kadar nekaj nepravilnega pojem, oziroma tako... Niso nujno potrebni. Plini ne bi smeli se ustvarjati. Ne bi se smeli ustvarjati, ampak dobro, da tako... Plini se vam ustvarjajo samo takrat, kadar hrana gnije. Gnije, no, to pa... In potem se ustvarjajo plini, ki nas dodatno zastrupljajo. Ja, prav imate, ker moram povedati, da kadar res kaj res napačnega pojem, oziroma mi nekaj ne odgovarja, sem res nosečnica v 3., 4. mesecu in to je znak, da nimate prebavnih encimov dovolj in da hrana v bistvu pričenja z gnitjem na mesto, da bi se presnavljala in v bistvu to pomeni tudi nekaj drugega, da vi iz te hrane ne dobite tisto, kar bi morala dobiti. Ker se pač hrana ni dovolj dobro presnovila. Lahko se potem tudi to, ko je pozna naprej v zaprtosti, v driskah, v izmenjavi tega, to so vse te težave potem naprej. Koliko je teh stvari, Herta, ker res človek mora si vsak dan po mojem gledati, kako in kaj, je pa res, da vnos hrane je zelo tudi pomemben, absolutno, kaj pojemo, pa čim manj sladkarij, veliko tako uravnotežene prehrane. Kaj je za vas uravnotežena prehrana? Kaj je zdaj tisto? Če na hitro povem, jaz mislim, da je vedno ena taka uravnotežena prehrana. Če bi jedli mi tisto, kar smo jeli 30 let od tega, bi imeli pol manj težav. Zdaj, sigurno je tukaj, če govorimo o sladkorju, bom rekla, smo najbolj nekako v velikih težavah, ker sladkor pač res ima pH 1, to je izjemno kisla snov, in v bistvu potem res tudi zakisa naš organizem, nekako bom rekla, zavre delovanje jeter, trebušne slinavke in tako naprej. Sam po drugi strani pa... Torej, samo vprašanje, vi bi dala na prvo mesto sladkor in sladke zadeve. Tako, lahko bi dala sladkor, bi dala recimo še margarino, in potem imate določene snovi, ki bomo rekli, zdaj pa ne bom sladkorja, bom pa, ne vem, sladil z umetnimi sladili. Zdaj recimo, če pogledamo nazaj, izjemno veliko se je dajalo saharina za
tiste, ki so bili diabetiki in tako naprej. In kaj se je pokazalo? Zdaj so pokazale študije, da tisti, ki so zamenjali sladkor z saharinom, so imeli 5-krat večjo možnost diabetesa kot tisti, ki ga niso zamenjali. Zdaj bom rekla, je še vedno, čeprav ne morete, je lahko sladkor, najboljše bi bil med, recimo, Točno, ker med ima pač pH neutralen, rahlo bazičen celo, ampak drugače dajmo se zmanjšati. Predvsem zmanjšati. Mi moramo vedeti, da pojemo v Sloveniji, ne vem, če smo povedali zadnjič, 60 kg sladkorja na osebo na leto. In to je tisti problem. In če pogledate tako, imamo povsod sladkor, ali je to kisla kumarica, ali je to salama, ali je to... Se doda sladkor not, ne? Ja, to vse dodajo sladkor. To jaz vidim tudi... Ali je kruh, povsod je sladkor. Ja, čutim, ko jemo kumarice, zdaj, ki ste rekli, da so res izjemno sladke, po življenju niso prej toliko sladke, pa pesa je toliko sladka pesa, da je sladka, ne? Pa imate kečap, recimo, ne? To je sama sladkor, ne? Povsod je sladkor, ne? Sladko, ne? Malce si bova oddahnili zdaj, malce glasbenega predaha. Herta, nisem vas vprašala, radi pojete, plešete? Ja, bom rekla, oboje. Kako ste kaj vi z narodno zabavno glasbo? Jo poslušate kaj narodno zabavno? Ja, velikokrat poslušam. Imate kakšen posebni zbor? Kdo so vam najljubši? Dobro bom rekla, ne moremo mimo Modrijanov, Marko Vozelj, Tanja Žagar. Tudi recimo Bebner, ja. Je glasba tudi pri vas doma? Ja, tudi. Ponavadi so nedelje tiste, ko ženske kuhamo, vedno pravijo ljudje, nedelja ni brez domače muske. Je to tudi pri vas ali kako? Ja, največkrat, če sem v hiši, potem vžgem. Zdaj bomo eno vžgane. Ali bo polka ali pa valček. Za nazaj težko se stvar popravi. Za nazaj vse slike so v glavi. Za nazaj spomini te lovijo in priznaj, besede te bolijo. Ko takrat oprosti sva si rekla, ko takrat strahove sva si slekla in takrat si rekla, da sva mlada, da ne veš, če še imaš me rada. Spominam naju bo ostal, v tebi ogenj bo prižgal. Ko bo spoznala, sem bil tvoj angel varuh. Vem, da oba bolijo bo, a na postaji za slovo. Te čakal bom, ker vedno tvoj bo angel varuh. Te čakal bom, ker vedno tvoj bom angel varuh. Za nazaj, takrat bi čas ustavil. Za nazaj, to rano bi pozdravil. Ko takrat si rekla, da sva mlada, da ne veš, če še imaš me rada. Spominam naju bo ostal, v tebi ogenj bo prižgal. Ko bo spoznala, da sem bil tvoj angel varuh. Vem, da oba bolijo
Kje smo ostali? Pri gastritisu. To pomeni kaj? Kava tudi strana, ne? Kava z mlekom je pa najhujša kombinacija, po mojem. Jaz še zmeraj rečem, da če imamo vse drugo nekako pošlihtano, po mojem tudi ena kava na dan ne bo škodila. Ne bo škodila, ne? Ja, moram tako reči, ker pač tudi jaz pijem kavo. Ja. Zjutraj začnete Herta s čim? Z vodo. Z vodo. Ja, voda. Mlačno vodo. Ja, in to je to? Potem velikokrat vzamem ta liquid prebiotik, v bistvu za to črevesno floro, za mikrobioto. Svetujem pa vsem tistim, ki imajo, bom rekla, kakšne težave z želodcem, da v bistvu, da imate gastritis, da imate take stvari, je lahko recimo tudi aloe vera izjemno dobra snov, ne? Da se pač, mi imamo litrsko aloe vero, ne, tisto je sicer granatno jabolko, ampak je ista steklenica tako in se zmeša tako ena taka dozirna merica, 30 ml, se zmeša v pol kozarca mlačne vode in se spije. Ne, to je granatno, ampak aloe vera približno enako izgleda, no, tako. Tako da jaz mislim, da če imate težave, v bistvu aloe vera deluje izjemno tako protivnetno, deluje protibakterijsko in pomaga pri regeneraciji same želodčne sluznice. Zdaj, nekako bom rekla, lahko bi rekla skoraj, da v modi so tudi te gastroskopije, ne? Pohrejo v želodec, da pogledajo. Ja, sem bila in to je zdaj moda, ne? In kaj si profitirala, ko si bila? Ja, pač ugotovim je ta gerb, ne? Pač sama moš polonca pri sebi poskrbeti, ti ne more... Problem je v tem, da v bistvu je velika možnost, da poškodujejo zaklopko. A res? In zdaj, če imate to poškodovano zaklopko, se vam to hitreje vrača. Kislina gor, ne? Kislina se vrača. Mi v našem želodcu kislino moramo imeti. Ta kislina je res izjemno močna in če se vrača, je enostavno logično, da poškoduje tudi naš požiralnik. Zato, ker naš požiralnik ni narejen za tako kislost. Močno kislino, ja. Tako. In potem vpliva lahko na glasilke, tako kot si rekla in tako naprej. Problem je tam, da se zaklopka ne sme odpirati, da moramo imeti tako, da zadržuje to kislino v želodcu, da tam dobro prebavimo. Če vemo, da pač nimamo prebavnih encimov, potem si pač je potrebno raje dodati prebavne encime, da se bo to dobro presnovilo, predelalo in bo potovalo naprej in se potem želodčna zaklopka ne bo odpirala proti grlu. Torej, to res sami poskrbeti za to definitivno in rezultat tega je bilo, kaj ne smem vse, tako da ja, ampak pa se moramo tudi tega držati, pa v bistvu to rutino upeljati. Mogoče tu pa tam kakšna pregreha, s kakšnim koščkom, pa morda jutri na kavico, ampak ja, v osnovi... Mislim, da ni tak problem, če mi to malo pošlihtamo. Tako, pri sebi. Želela sem vprašati tudi to, ogromno res proizvodov imate, pa seveda so narejeni iz teh različnih zelišč. So kakšna taka posebna, prej smo kurkumin izpostavili, pa tisto, kakšna taka posebna, morda, ki jih ljudje ne poznamo tako dobro, pa jih je dobro izpostaviti. Pa zakaj so blagodejni? Ja, če bi tukaj lahko nekaj izpostavila, bi izpostavila sigurno recimo ta kidney, to je tekočina 4 posebnih zelišč, ki so namenjene vnetju mehurja. Katero so ta zelišča? In to imamo noter res ta vedno zeleni hornik, tega nekako ljudje poznajo kot, bom rekla, ursi čaj. To pa poznamo. Tako, ja. Potem je ta njivska preslica, ki deluje izjemno močno protivnetno, protibakterijsko, protiglivično in tako naprej. Potem je zlata rozga, ki jo tudi nekako že poznamo, ravno tako protivnetno, protiglivično, protibakterijsko. Zraven imamo pa še ortosifon ali javanski čaj, kot se to imenuje. To je pa res posebno zelišče, ki ga večinoma ljudi ne pozna. Ne, prvič slišim. Prvič slišite, in tako in ta ortosifon ima v sami naravi že isto formulo, recimo kot imajo zdravila proti putiki, kar pomeni, deluje proti sečni kislini, proti kristalom sečne kisline. Da se razbijajo in da v bistvu ne povzročajo težav. Zdaj moram res poudariti, kidney je en taki artikel, ki tisti, ki imajo težave z vnetjem mehurja, ki imate težave recimo, ne vem, tudi, da imate vstavljen kateter, da imate kakšne take težave,
To recimo težave z mehurjem občutite tudi, ko da vas boli tukaj v spodnjem delu trebuha, da vas velikokrat sili na vodo, pa ni količine, ki bi morala biti, da ne morete nekako vam zaključiti, pa bi še zmeri malo tako odsedili. Tako bom rekla, greš na stranišče. Na malo potrebo, ja. Stranišče. Pa potem si mislil, da skoraj nisi bil. Ja, ker to je vedno znak, vam rekla, da je prisotno eno vnetje mehurja, da so prisotne bakterije, da so prisotne glivice. In potem, bom rekla, prihaja do tega, da imamo težave. Zdaj, če gremo mi, recimo, lahko tudi na odzem vode, naredijo pač test na bakterije in rečejo, ne, nimate bakterij, lahko imate glivice. Aha, torej je razlika med bakterijami pa glivicami? Sigurno je razlika. Velika razlika je v bistvu, bakterije so pač, bom rekla, nekako snovi, ki jih antibiotiki pobijajo. Tako. Glivice, to so po eni strani, bom rekla, lahko tudi plesni, kako bi lahko rekli, pa ravno v tistem času, ko mi jemljemo antibiotik, rastejo. Aha, torej ene uničujemo, druge pa povečujemo. Druge imajo pa šanso, da se razrastejo. Zato, ker mi imamo v naši mikrobioti tudi bakterije. Ampak to so nam lastne bakterije, nam prijazne bakterije, če bi tako rekli. In ko mi vzamemo antibiotik, pobije recimo tudi našo črevesno mikrobioto in takrat nekako smo prepuščeni na milost glivicam in takrat se glivice razrastejo. Zato recimo tudi jaz velikokrat, ko mi rečejo ljudje, da imajo vnetje mehurja, da jemljajo antibiotik, istočasno svetujem kidney, prav istočasno, da recimo v tistem času, ko že jemljajo antibiotik, se ne razrastejo glivice, ker drugače se stvari samo ponavljajo v nekaj ni konca. Aha, en začaran krog. Ja, in tukaj se vzame tako 2-krat na dan, en zamašek v 2 deci vode in se to spije. Približno 1 mesečno kuro se naredi, ampak res pametno, da se jemlje konstantno, da se ne prekine po 3-4 dnevih, ker nekako po 3-4 dnevih smo že dobri, bi rekla, ampak potrebno je imati celo kuro za to, da se pač to ohrani. Ohrani, krasno. Ker v bistvu en kup debat lahko danes poveva, odpreva, meni se kar odpirajo vprašanja, ker je ogromno teh stvari, vse je res povezano z nami, z našim zdravjem. Vidim tlele, preden si zavrtimo naslednji glasbeni spot, tudi različne kremice, ki jih imate. Moderne so masaže. Danes ljudje imamo ogromno težav sami s sabo, z držo, z vsemi stvarmi. In se radi masiramo, to se hoče reči. To je res. Ampak to kremico, ki ste jo primila v roke, je v bistvu namenjena našemu ožilju, našim krčnim žilam. Bom rekla, na naše veselje pravzaprav prihaja poletje, pomlad in tako naprej, ampak vedno ta preskok, ta vročina, ki prihaja, naredi kar velike težave našemu ožilju. In ta krema? In takrat je v bistvu nekaj treba narediti, nekaj od znotraj, nekaj od zven. Zato imate tam tisti paket, ki je v bistvu ožilje. In mi smo naredili en taki akcijski paket srce ožilje. Zdaj ne vem, kaj boste danes naslednjič lahko podarila. Definitivno ga bomo podelili. V bistvu tukaj noter je sok granatnega jabolka, ki nekako čisti stene ožilja od znotraj, nam daje tisto energijo, imate dovolj B vitaminov in vsega skupaj. Noter je v bistvu še koencim Q10. To je v bistvu za moč srca, da srce lažje deluje, da v bistvu vemo vsi, da če imamo popuščanje srčne mišice, bi bilo podnujno imeti Q10. In potem je kot darilo je ta kremica noter, tako da skupaj je cena paketa 42,30 €, se mi zdi, tako da mislim, da tisti, ki imate kakršnekoli težave z ožiljem, da vas pečejo noge, da imate krčne žile, da imate kapilare, da imate karkoli v tej smeri, bi rekla, da je to paket, ki si ga lahko vsi privoščijo in ga boste tudi vsi tako občutili, da je resnično prava zadeva za vas. Krasno. Krema pa, kot si rekla, je res izjemno bogato narejena.
V bistvu je sama osnova kreme je morska glina. Aha, zato, ker vidim tako barvi. Dodano res tudi ta magnezijevo olje, tudi recimo, če so kakšni krči po nogah in te stvari. Potem pa še kostan, recimo za boljšo cirkulacijo, arnika montana, E-vitamin, ognjičevo olje, vse te stvari, ki v bistvu vplivajo na kožo, na ožilje, na prožnost, na vse te stvari, da se pač tudi te kapilare nekako potehnejo noter in tako naprej. Krasno. Torej, o tem in še več v nadaljevanju. Zopet malce glasbe, prav? Ja. Lep zares je slanski stan, od fantov najbolj spoštovan, ko šteje fant za dosti let, se hodi kljuci gret. Tam je bil že mnogokrat, ne da se več mu vasovat, še predno sam doma zaspi, takole govori. A zdaj pa pojdem po deklet, ja daleč pod Gorjance, in jo pripeljem čez gore, čez tiste dolge klance. Le zanjo bije mi srce, pa za nobeno drugo, in deklica tam pod goro mi ženka bo. In jo pripeljem čez gore, čez tiste dolge klance. Le zanjo bije mi srce, pa za nobeno drugo, in deklica tam pod gorom mi ženka bo. Tako, zdaj smo pri še določenih drugih težavah, ki jih odkrivamo. Danes sem vam povedala, Herta, da sem se zbudila z glavobolom. Vse to je občasno, tu in tam pride kdaj glavobol. Ampak ja, takoj, ko sem vam rekla, Herta, mene tele jamice bolijo in res me tele not vse boli. In ko ste rekli? Ja, da je to nekakva težava z sinusi. Vsi moji prijatelji pa vedo, kako sem jaz občutljiva, ker vedno rečem, le mene sinusi matrajo, pa ne prebavljam klime v avto. Bog nas var, da mi ljudje kakšno klimo pažgejo. Pa klima v službi. Pa pihati mi nič ne sme, ker imam težave z sinusi. In kaj zdaj, mislim, in to je, da te vse tle boli. Ja, to v bistvu jaz vedno svetujemo, to so te Protex kapsule, ko imate kombinacijo zelišč protiglivično, protibakterijsko, protivirusno. Tudi pri sinusih ni nujno, da so vedno bakterijski, ravno tako je lahko, bom rekla, glivičnega izvora. In potem je pač te Protex kapsule se jemljajo en mesec 3-krat na dan. Katere so te? Nimamo jih tukaj. Ne, nimamo jih tukaj. Zato, da so res te prisotnost teh zelišč povsod. Bom rekla, v prebavnem traktu, na vseh sluznicah, v sinusih, povsod in enostavno, bom rekla, se potem res rešimo teh bakterij in glivic iz tega. Moram reči, da je to potrjeno, da boste probala in potem boste povedala o gledalcu. Absolutno, ker to pa imam res in sem ravno tako, vedno sem zbegana odideti na te preglede, pa neke operacije, pa ljudje odsvetujejo, pa rečejo, ja, je boljš, pa ni boljš, ampak jaz nikoli nisem za neke posege v neke pretirane, če res ni potrebno. Nož je vedno zadnja rešitev. Tako, in se nekako ne, ampak imam težave, ker je zopet pa vse povezano potem s petjem, pa s počutjem in tlele, ker mene, ker sem nekaj glava, me nikoli tle ne boli,
vedno me tu. In ja, je pa verjetno to tudi zdaj, ker veliko cveti, pa je bilo tega cvetnega prahu. Ja, če je alergija, potem je tudi delno, ne? Ampak dobro, to je imunski sistem, ki je malo oslabljen, da se lahko dvigati. Ga bomo dvignili. Herta, prej sem gledala tamle Tatjane in sem rekla, ja, očesno moramo danes tudi povedati. Pa je rekla, Herta, pa se sploh ni česen gor narisan polonca, ti že slabo vidiš. Sem opazila zadnje čase, da se tudi jaz moram takole že malo podaljšati. Je pa kakšen proizvod, ne vem, ki umirja ali pa rečemo kakšen izdelek, ki blagodejno deluje na oči pri vas? Ja, seveda. Zdaj do 50 leta ne bi smela tega. Ja, pa sem še začela malo. Vidim pa, da že malo. Pravijo nekako tako, do 50 leta bi morali mi videti normalno, potem lahko rečemo, da malo bolj oddaljujemo stvari, ampak do 50 leta tega ne bi smeli. Ampak to je verjetno posledica vsega tega današnje mladine, ki konstantno gleda verjetno tudi na to. Vsi ekrani res v neka... Stran. Ekrani, ja, itak sploh pa v nekaj spalnic. Spalnici zvečer, je še taka svetloba, po mojem ja, to je modra svetloba, ki vas zbudi, ki vam ne da spati. Drugače pa ja, ko mi gledamo en ekran, v bistvu zablokiramo te naše mišice v očeh in enostavno nekako to zablokiramo, tudi manjkrat pomežiknemo. In ko manjkrat pomežiknemo, jih ne navlažimo več naših oči. Če jih pa ne navlažimo, ker v bistvu v tej našem očesni tekočini imamo mi tudi veliko C vitamina, ki skrbi za to, da ne pride do vnetja, da nimamo rdečih obrob v naših očeh in tako naprej. Eta, govoriva o prav rdečih, a ne? Gledajte mene, jaz sem čisto rdeča. Vse bolezni tega sveta bodo. Pa ne, ampak to pa tudi opažam, ker vedno vidim, da ko eni imajo tako lepo kristalno belo, jaz imam pa res tako, da bi mi žilice popokale. Ja, to je, pravijo, da kadar poči žilica v očeh, je krik organizma po C vitaminu. Ok, to mi sicer še ne, ampak čutim tako. Tako da ja, mislim, mi smo tudi za oči imamo ta Crystal Vision, to so pač snovi, ki delujejo v tej smeri, da podpirajo delovanje oči, da podpirajo tudi proizvodnjo naše lastne očesne tekočine. Ker v bistvu veliko ljudi potem reče, ja, saj sem šel po umetne solze, pa se stavim noter. Pa tako lepo zgleda vse, ja? Ja, samo v bistvu nekaj časa, potem pa morate te umetne solze dodajati vedno pogosteje. Zaradi tega, ker to po drugi strani se pa navadi naše oko na to in potem se ne sekira, tudi če ne proizvaja tega. Tako da je boljše, da nekaj od znotraj podpremo naše oči, da same regulirajo to očesno tekočino. Zdaj, to smatramo nekako pod suhe oči, kot rečejo ljudje, ampak deluje pa to tako, da pač, kadar pridete v prostor, vas oči pečejo, srbijo, ko pridete ven na sonce ali pa na burjo, se vam pa lahko suzijo. Veliko ljudi ima recimo zdaj težave tudi z sončno svetlobo, sploh ko prihajamo v leta, je ta slabša regulacija zapiranja in odpiranja naših oči, ko bo enostavno ne moramo gledati v svetlo, zaradi tega, ker se oči težje prilagodijo. Tako da vedno v takih primerih je izjemno koristen ta Crystal Vision, noter imate pač zeaksantin, lutein, pa tudi, bomo rekla, to olje grozdnih pešk, ki deluje na to, da pač podpira delovanje oči. Tudi recimo siva mrena, vse te stvari. Bomo rekla, tudi že zdravniki, pa vsi ti nekako res priznavajo, da pri očeh moramo imeti močne antioksidante. Zdaj, recimo, veliko krat kombiniramo... Antioksidante, tako, kaj smo prele, ali je tudi... Ja, zeaksantin, lutein, C-vitamin, E-vitamin, to so... Veliko krat kombiniramo pač tudi z sokom granatnega jabolka, da nekako stabiliziramo tudi to mikrocirkulacijo v očeh. No, in prele, ki jaz nisem videla, sem mislila, da tlele je česen risan. Ja, ste pa gledala Relax. Pa gledam Relax in je tako ženska na mreži, ker že imam Relax, je to čisto relaksa, zakaj je to, ne? Ja, tisto bi bilo pa tako dobro, da bi vsi jemali v današnjem času. Zanimivo mi je bilo eno predavanje zdaj enih ameriških zdravnikov, ko so rekli, da v bistvu da naše srce ima možganske celice. Naše srce ima možganske celice in te možganske celice, ki jih imamo mi v srcu,
dajejo nekako ukaze našim možganom, kakšne kemikalije naj proizvajajo, in od teh kemikalij je potem odvisno naše zdravje in naše počutje in vse skupaj, ne. In zato je v bistvu nekako dobro, da mi vzpostavimo eno tako relacijo možgani srce, da se dobro počutimo, ne, če želimo, da dobro tudi srce dela in vse skupaj, ne. In tukaj je relaks tisti, ki nam nekako zmanjša, dokazano zmanjša 80% vpliva stresa na telo. Zdaj, stres bomo imeli, ne moramo reči, jutri pa na službo, pa ne boga. Ja, ampak manj bomo pa to občutili, veliko manj bo občutilo naše telo, ne. Ja, ker z stresom se seveda vsak človek spopada tudi drugače, ne, in verjetno tudi vse te stvari potem vplivajo drugače, da se odzove človek. Ampak z relaksom se bo lažje spopadal. Mi v bistvu ravno tukaj delamo verjetno največjo napako, ki jo jaz opažam tudi pri strankah, da rečejo, kdo pa nima stresa, vse ga imamo vsi, ne. Res ga imamo vsi, ampak kako se z njim spopadamo, je pa odvisno od teh naših, bom rekla, od našega fizičnega, materialnega telesa. Ker v bistvu to telo je tisto, kako bo odreagiralo. In zdaj dodajmo mu pač tiste snovi, s katerimi bo lažje odreagiralo, ne? In bo manj ta stres vplival na naše telo. Pravijo pa tako, da 85% časa smo nekako v enem krču, se bom bojeval ali bom bežal. In to potem dvigne krvni tlak, dvigne, bom rekla, bitje srca, bom rekla, poslabša naše spanje, regeneracijo in potem so tudi vnetja našega telesa bolj prisotna. Herta, kako zakomplicirano bitje smo, ne? Ne, ravno tukaj je. Zdaj bom pa rekla, prav nismo zakompliciramo, samo bom rekla, moramo si priznati, da smo del narave, da smo v bistvu, nismo ne vem kako zakomplicirani, smo čisto enostavni, samo moramo si to priznati in nekako tudi videti, da smo v 95% vsi enaki. Se mi všeč, da mi takole potem date. Jaz sem dam eno kost, vi mi pa res morate povedati. Ja, res je, ker v bistvu nismo zakomplicirano. Samo si pa res kompliciramo življenje. In jaz velikokrat tudi to, ko gledam, ko v bistvu res kompliciramo, ne vem, z takimi meditacijami, z zunimi meditacijami, z drugačnimi, ne vem kaj. Mi smo to že vse imeli, ampak zdaj smo to skomplicirali in mislimo, da je to tako komplicirana stvar. Ni, ne, samo moramo si, ne vem, nekako priznati, da smo del narave, da nismo nič kaj posebnega in da taki je potek našega življenja in se s tem sprijazniti. In če se s tem sprijaznimo in smo hvaležni za to, kar imamo, je stvar strašno enostavna. Preprosta. No, to smo zdaj razčistili, ne? Res je. In jaz velikokrat mislim, da prav hvaležnost nam manjka v tem življenju. In da vsako večer bi morali pomisliti, imam to, imam to, imam to, imam to in ne, nimam tega, nimam tega, nimam tega, nimam tega. Ja, vse to je pa res. Preden si zavrtiva naslednji glasbeni spot, to je res, kar ste rekla. Imam to, smo pa rekli, najbolj pa poskrbimo sami za to, ker ena zadeva pa tudi je, da vse tudi ljudje zelo lahko rečejo, lej, pa zdaj tle govorimo, pa ono pa tretje, pa kaj zdravniki pravijo, pa kaj tis, pa slišimo to, pa ono, ampak ko pa pridemo do nekih težav, potem pa iščemo vse bilke, vse stvari, da spravimo to zadevo v red. Ampak važna je res preventiva. Prej poskrbeti, da se bomo fajn počutili. In tako kot je, če se jaz dobro počutim, pa vi, pa govorim za sebe, po mojem so potem vsi srečni okrog mene, pa zadovoljni, ker res človek izžareva takrat eno pozitivno energijo. Naše srce je 2 metra okrog nas. Takole, tudi pri vas, dragi gledalke in gledalci, zdaj le torej zopet malce glasbe. Ves čas sem vedel, da imaš drugega fanta, da se meni le pretvarjaš,
da rada me imaš. Toda jaz sem ti oprostil, nisem gledal na to, a v srcu sem upal, da nekoč moja boš, spremenila se nisi, še vedno se le pretvarjaš in vselej poudarjaš, da rada me imaš. Toda jaz sem ti oprostil, nisem gledal na to, a v srcu sem upal, da nekoč moja boš. Toda jaz sem ti oprostil, nisem gledal na to, a v srcu sem upal, da nekoč moja boš. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Gore 36. Pridemo tudi na dom. Jager. Klik, klik. Trgovine, Jager! Pozdravljeni. Težave s prostato so vedno pogostejše pri moških po 50. letu starosti. V Biostil podjetju imajo odlično naravno pomoč in predstavila jo bo strokovna sodelavka gospa Herta Kosmina. Gospa Herta, dobrodošli pri nas. Ja, lepo pozdravljeni. Gospa Herta, kako lahko opišemo prostato? Prostata je majhna žleza, ki se nahaja v bližini sečnice, ima pomembno funkcijo pri spolnih odnosih in spolnem izlivu. Če vzdržujemo bazičnost prostate, tudi ni nevarnosti za razvoj težav s prostato. Kako pogoste so težave s prostato in kako jih moški občutijo? V Sloveniji je 250 tisoč registriranih moških, ki imajo težave s prostato. Kažejo se kot nenehno tiščanje na vodo, prekinjen curek, moški ne more začeti z odvajanjem urina, po zaključku uriniranja še vedno nekaj vode uhaja. Moški po noči neprestano vstajajo zaradi tiščanja na vodo in posledično slabo spijo. Občutijo pa tudi upad spolne funkcije in želje po spolnosti. Katere preglede pa imajo moški na voljo v ta namen? Ja, zdravnik lahko skozi danko otipa prostato, njeno velikost in njeno obliko. Moški lahko opravijo tudi ultrazvok in biopsijo prostate, ki je pa kar invazivna metoda. Preverijo pa lahko tudi prisotnost PSA v krvi, ki je pokazatelj vnetja, tako imenovani prostatitis prostate, kar pomeni, da moramo zmanjšati vnetne procese. Veliko pa lahko naredimo sami in preventivno v ta namen.
In preventivno lahko torej občutno zmanjšamo tveganje za nastanek bolezni, zato ste v vašem podjetju pripravili izjemen Urovit komplet. Vsekakor in zato smo danes tukaj. Paket Urovit je izjemna kombinacija kapsul in čaja za hitro in učinkovito delovanje. V paketu imamo kapsule z izvlečki zelišč. Ti izvlečki delujejo na sečila, prostato in hormonsko ravnovesje. V kombinaciji s čajem delujejo v smeri vzpostavljanja bazičnosti organizma, tako da odnesemo vse odpadne snovi iz telesa in posledično zaustavimo vnetja v telesu. Če danes naročite Urovit komplet, ga dobite po akcijski ceni z brezplačno poštnino. Izkoristite izjemno priložnost na brezplačni številki izpisani na zaslonu. Mi pa še bolje spoznajemo Urovit izdelek. Urovit komplet je vse, kar potrebuje moški za ohranitev vitalnosti, življenjske energije in zdravo prostato. Komplet je sestavljen iz kapsul in čaja. Izkoristite današnjo posebno ponudbo in si priskrbite akcijsko ceno za komplet izdelkov Urovit ter brezplačno poštnino. Poskrbite za zdravo prostato in dobro spolno življenje. Zaustavite vnetja in uredite svoje hormonsko ravnovesje z biostilovimi naravnimi slovenskimi izdelki. Gospa Herta, kako nevaren pa je rak prostate? Ja, v Sloveniji imamo vsako leto 1500 moških, ki zbolijo za rakom prostate. Rak prostate ima visok odstotek ozdravitve, preden se razvije, pa ima lahko moški simptome že 9 do 17 let. To je ta čas, ki ga imajo moški za preventivno ukrepanje, da do bolezni sploh ne pride. Gospa Herta, hvala za vso vaše znanje in koristne informacije. Hvala tudi vam. Poskrbite za svojo prostato in si omogočite boljše počutje. Urovit komplet si lahko danes priskrbite po akcijski ceni in z brezplačno poštnino na brezplačni številki izpisani na zaslonu. Gospod Vinko si je z uporabo Urovit kompleta olajšal življenje in ublažil mnoge neprijetne simptome. V zelo kratkem času so se pojavili pozitivni učinki. Uriniranje je postalo manj problematično, predvsem pa se je pokazalo pozitivni učinek pri zmožnosti zadrževanja vode. Vsako leto opravljam preventivne preglede in na zadnjem pregledu je indikator PSA padel pod tisto kritično mejo v popolno normalo in toliko bolj sem prepričan, da ta paket Urovit pozitivno deluje. Urovit komplet je vse, kar potrebuje moški za ohranitev vitalnosti, življenjske energije in zdravo prostato. Komplet je sestavljen iz kapsul in čaja. Izkoristite današnjo posebno ponudbo in si priskrbite akcijsko ceno za komplet izdelkov Urovit ter brezplačno poštnino. Poskrbite za zdravo prostato in dobro spolno življenje. Zaustavite vnetja in uredite svoje hormonsko ravnovesje z biostilovimi naravnimi slovenskimi izdelki. Po 3 letih se v Oplotnico vrača Dalmatinski večer. V Dalmacijo vas bodo popeljali moški pevski zbor Oplotnica in prvi glas Dalmacije Marko Škugor. 21. maj, grajsko dvorišče v Oplotnici, predprodaja cenejših vstopnic na Eventim, Bar pri Kosu Oplotnica, Easy Cafe Slovenska Bistrica in Plac Cafe Slovenske Konjice. Vabljeni v Dalmacijo za en večer. A se tudi vi kdaj sprašujete o smislu življenja? Morda ga najdete na pomladnih sejmih med 20. in 22. majem na Celjskem sejmišču. Čaka vas čisto novi sejem Green Vita, omamni festival kave in gurmanski raj festival Kulinar. Se vidimo! Najlepša jutra so jutra z njim, z občutkom svežine. Zdaj dneve začenjam po svojih pravilih. Naravne sestavine za boljše počutje in več energije. Za močne kosti in prožne sklepe. Za zdrave dlesni in lep nasmeh, da je moja koža lepa in sijoča. Ampak ni samo zame, tudi za moje najbližje. Da smo polni energije, ne glede na leta.
Zdaj vem, kaj je dobro za mojo družino, zame in zate. Prehransko dopolnilo, ki vsebuje 5 tipov kolagena, vitamin C, kurkumin, šilain in silicij. Edinstvena formula priznanega zdravnika. Biostil kolagen. Herta, vidve čekava na polno, kot da se poznava že ne vem kako dolgo, ne? Torej vse teme so nama blizu. Ja, pa deva vseeno še, ne? Torej stres sva povedali, vnetja sva povedali kar nekaj. Prej, ko sem omenila česen, česen je pa res en tak naravn antibiotik, ki tako, bi ga skoraj da ljudje mogli kar surovega jesti. Ja, dobro bi bilo. Reka, sej, v bistvu to česen, če jemo mi surov, je po eni strani v redu, samo ste pozabila, ja, da je veliko ljudi ima težave z želodcem. Pa smo spet tam. In zdaj tam noter v česnu, če veste, imate tisto sredino, ki nekako škoduje želodčni sluznici. A res? Res pa nisem vedela. In zato recimo, ko so narejeni ti česni, ki so v bistvu česnovo olje, ko je v teh majhnih kapsulah, majhnih limončkih, ko pride, je pač to nekako odstranjeno. Zato, da ne škoduje želodčni sluznici. In je to olje res tisto, ki potem nekako čisti naše ožilje, znižuje krvni tlak. In jaz bomo rekla tako, vsi tisti, ki imate recimo povišen krvni tlak in tako, bi bilo res dobro, da bi tako vsaj eno česnovo kapsulo vsak večer po večerji, ampak to ne govorimo o dolgem roku, to govorimo o 3, 4, 5 mesecev konstantno in potem vidite res, kako začne upadati krvni tlak, ne? To imam že tudi, bi lahko rekla, maso ljudi, ki so to naredili in recimo se počutijo dobro in so potem tudi šli k zdravniku in je v bistvu odstranil zdravila za povišen krvni tlak. Nisem vedela za česen, da je temu tako in zdaj si bom pa to dala na znanje, ker jaz pa česen zelo rado surovega jem. Potem, če je težava z želodcem, je tukaj lahko, bom rekla, tudi ena taka povezava. Ja. Kaj bi, Herta, še izpostavila bi, mogoče ta urovit, ki je bil zdaj tukaj tudi v reklami prej, to je v bistvu komplet, ki je narejen recimo za težave z prostato. Vemo, da je v Sloveniji, tako kot je bilo povedano, 250,000 moških, ki imajo registrirane težave s prostato. Jaz mislim, da je tukaj tudi veliko več potem teh moških, ki ima težave s prostato, ki mogoče še niso šli na pregled. Zdaj, to je vse tisti, ki težje začnejo z odvajanjem, ki mogoče, bom rekla, potem na koncu ne morejo zaključiti, se podseja voda, imajo potem lahko tudi povišen PSA. Moram reči, res urovit komplet je bil sestavljen resnično izjemno dobro, izjemno dolgo časa, izjemno strokovnjaki so sodelovali pri njemu. Imate kapsule in čaj, ki delujejo vzajemno. Moram reči, da sem dobila prav pred kratkim klic gospoda Darjota dol iz Kopra, ki je rekel, dajte eno veliko pohvalo tem vašim strokovnjakom, ker res se mi je PSA v enem mesecu znižal z 6 in nekaj na 4. Tako da to je bilo res eno tako veliko priznanje. Krasno. In to je to? To je to, ja. To je ta urovit komplet. Tako, vse na vaši spletni strani. Tudi, ja. Najdejo vse te izdelke urovit čaj, tako da, ja, krasno. Tule v tem katalogu se nadejam tudi pomlad, poletje. Ja, bo tudi pomlad, poletje. Ne morem mimo tega, nisem vedela, da so tudi šamponi tisti, ki... Ja, mi imamo v bistvu, kar je krem, pa kar je šampon za lase tudi, ampak to niso navadne stvari, ampak so, bom rekla, tako bi rekla, lahko malo bolj usmerjene v določene težave. In tudi šampon je bolj usmerjen v težave z lasiščem, rekla, z suhimi lasmi, z izpadanjem las, z prhljajem, vse to, kar se, bom rekla, pač dogaja skozi leta in v bistvu povzroča težave. Povzroča težave. Takole, skoraj da smo pri koncu, mimo D, C vitamina prav gotovo tudi ne, in pa seveda ta detoksa, ki je... Ja, imate v bistvu tudi... Pravi in, ne? Ja, Protex paket, verjetno ste razmišljali, v bistvu jaz mislim tako, da bi vsaj 80% ljudi moralo vsako leto, vsaj enkrat na leto napraviti ta Protex paket, da se ščisti prebavni trak, da se ščistijo glivice, bakterije.
tako kot smo rekli zadnjič, približno 2 do 4 kg imamo teh odpadnih snovi v našem prebavnem traktu, ki so idealna podlaga za razvoj glivic, bakterij, virusov in vsega tega. Tako da jaz mislim, da je dobro, da enkrat na leto to čistimo in nekaj postavimo tiste prave temelje za zdravje v našem telesu. Herta, to je tako kot, ko peljemo avtomobil vsako leto na pregled oziroma na tehnični, telesa pa ne. Oziroma, mi pa za telo ne damo, pa rečemo, škoda je denarja, škoda je ta pregled, škoda je mislim, vse je škoda, ne? Ja. Jaz bom rekla, veliko več bi naredili z enim takim čiščenjem, kot z marsikaterim tudi na neka pregledi, ker če nimamo na koncu rezultata, ne. Ampak jaz mislim, da je potrebno, bom rekla, nekako res preventivno veliko narediti v tej smeri in ne čakati, kot da bi čakali z avtomobilom, da zariba, preden ga peljemo na servis, ne. In je prepozno. Takrat so veliki stroški. In pa velike težave, potem seveda to vzpostaviti nazaj. Tako da ja. Ja, Herta, res krasno. Mi dovolite, da naslednje nedelje podelim kakšno nagradico? Ja, seveda, predvsem to akcijski paket Srce ožilje, res upam, da vsi tisti, ki imate težave z ožiljem, ki vas pečejo noge, imate pekoče noge, pekoče podplate in tako naprej. Zdaj, ko je udarila toplota, en tak paket je izjemno dobrodošel. Tako da to podelimo naslednjič. Bomo podelili še en kurkumin, zato da boste vedeli, da je potrebno nekaj narediti proti vnetjem v telesu. Super, to naslednjo nedeljo, danes so se posvetili pogovoru po tem stvarem, da smo čim bolj razjasnili to in marsikaj povedali danes. To pa podelimo naslednjo nedeljo. Tik pred koncem pride se zavrtimo zadnji spot, pa še Herta, vprašanje. Kaj je ker so me tudi vprašali, z tem, da če imajo ljudje sladkorno, kaj je z jemanjem teh izdelkov? Vsak izdelek se lahko v kombinaciji z sladkorno jemlje ali ne? Vsak artikel lahko jemljajo v kombinaciji z sladkorno, drugače je pa tukaj posebna formula Sugar Control, ki je pa, bom rekla, direktno narejena za težave z diabetesom. Formulo je sestavil dr. Tomislav Majič in se izjemno dobro zaveda, kaj je potrebno dati v eno tako kombinacijo, če želimo da se sladkor spusti, da nimamo skokov in padcev pri sladkorju, po drugi strani pa zato, da tudi se obnavlja nekako delovanje trebušne slinavke, beta celic in vsega tega, kar spada zraven. Ja, in kot smo rekli, ni nobenih težav pri jemanju v kombinaciji s sladkorjem? Ni, ker v bistvu nimamo sladkorja v nobeni sestavi, ker vemo, da je nekako diabetes tipa 2 nekako že mali postaja epidemija človeštva. Tako. Herta, hvala lepa za danes. Hvala vam za povabilo, hvala vsem gledalcem in upam, da so izvedeli kaj novega. Krasno. In da se vidiva še tukaj pri nas, da še kakšno zadevo z veseljem seveda poveva. Takole, lepo se imejte, predvsem pa radi se imejte, skrbite dobro za svoje zdravje. Zdaj je pravi trenutek, pa ne zdaj, smo rekli seveda skozi celo leto, 365 dni. Nikoli prepozno, nikoli prezgodaj, to je ta rek. Tako, zdaj le torej še malce glasbe, do naslednje nedelje pa lepo se imejte, krasno se imejte. Danes je en tak čudovit sončen dan, naužite se te sončne energije, pa D-vitamina zunaj, pojdite na sprehod. Zadihajmo, bi lahko rekli, z vsemi pljuči in to boste lahko takole največ naredili takoj. Nekaj dobrega torej zase. Lepo se imejte, srečno in nasvidenje do prihodnje nedelje. Kje se skrivaš, deklica ti? Jaz vem, da nekje zame si. Drobna bilka v šoku, deklet lepšala boš nekoč ta moj svet. Našel te bom, to verjamem, enkrat moja boš. Droben nežen cvet izbral bom iz šopka lepih rož. Našel te bom, to verjamem, in takrat srce ti vnamem, da o meni cvet odprla boš.
Našel te bom, to verjamem, enkrat moja boš. Droben nežen cvet izbral bom iz šopka lepih rož. Našel te bom, to verjamem, in takrat srce ti vnamem, da v meni cvet odprla boš. Da v meni cvet odprla boš.